Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Danes sem za vas pripravila posebno pravljico in sicer gre za Disneyevo klasično pravljico z naslovom Dama in potepuh. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej lepi pravljici. Dama in potepuh. Prekrasna kakor španjelka dama je oboževala svoja lastnika. Ime jima je bilo Ivo Dragi in gospa Dragijeva. Dama je Iva vsako jutro zbudila za službo, prinesla mu je copate in jutranji časopis. Čez dan je delala v družbo gospe Dragijevi in vsako popoldne sta šli na dolg sprehod. Ko je bila dama stara 6 mesecev, je dobila prvo ovratnico, na kateri je bil medaljon z njenim imenom in naslovom. Ko jo je Ivo Dragi nadel, je veselo odskakljala iz hiše. Čim prej jo je hotela pokazati svojima prijateljema, škotskemu terierju Medu in ptičarju Sultanu. Oba sta bila očarana, dama pa je kar pokala od ponosa. Na drugem koncu mesta pa je živel mešanček potepuh. Večini ljudi se ni zdel nič posebnega. Ni imel lastnika in ni imel doma. Bil je svoboden in ni nosil ovratnice. Bil pa je zelo prebrisan. Potepuh je bil dobrega srca in je svoje prijatelje večkrat rešil pred konjedercem. Ni hotel, da bi jih odpeljali v pasji zapor. In potepuh se je zelo rad norčeval iz konjederca. Nekega popoldneva ga je dražil toliko časa, da je naposled zašel in se znašel v imenitnem delu mesta. Snobovski grič, je zamomljal. Bil je vesel, da ne stanujejo takšni soseski. Gotovo je dolgočasna. Me prav zanima, kako se zabavajo ti gizdalini z ovratnicami in povodci. Radovedni potepuh pa je zavil na neko dvorišče in zaslišal damo in njena prijatelja. Najbrž sem kaj narobe naredila, je žalostno rekla dama. Zadnje čase se Ivo Dragi in gospa Dragijeva obnašata zelo čudno. Medo in Sultan sta se samo nasmehnila. Vedela sta, v čem je težava. Gospa Dragijeva je pričakovala dojenčka. Dama je bila zmedena. Kaj je to dojenček? Je vprašala. Samo majhen klopčič težav, se je v pogovoru pletel potepuh. Dama je osuplo pogledala. Tega nenavadnega psa ni videla še nikdar prej, saj ni imel niti ovratnice. Potepuh pa je nadaljeval. Se spomniš tistih lepih, sočnih govejih zrezkov? Kar pozabi nanje. Pa mehke, tople postelje ob kaminu? Kmalu jo bo nadomestila vlažna pasja uta. Medo je dami svetoval, naj neznance ne posluša. Nato pa se je obrnil k potepuhu in mu velel, naj gre stran. Prav, sej grem, je odvrnil potepuh. Preden pa je odšel, je posvaril damo. Zapomni si, ko dojenček pride, pes odide. Damo je skrbelo, a se potepuhova napoved k sreči ni uresničila. Ko se je dojenček rodil, ga je gospa Dragijeva pokazala dami in ta ga je v hipu vzljubila. Dama je vsak dan pazila na dojenčka. Ivo Dragi in gospa Dragijeva sta bila nanjo zelo ponosna. Ko sta se odločila, da bosta šla na kratke počitnice, sta vedela, da je dojenček v dobrih rokah. Poleg tega pa bo dami pomagala tudi teta Sara. Toda teta Sara dami ni dovolila obiskati dojenčka in za povrh vsega je seboj pripeljala še zahrbtni siamski mački. In ko tete Sare ni bilo v sobi, sta mački poskušali pojesti zlato ribico, nato pa sta strgali še zavese. Dama jo je poskušala ustaviti, a je z laježem razjezila teto Saro. Ja, pri mojih nebesih, je kriknila teta Sara, ko je prišla v sobo. Mački sta naredili tako, da je bilo videti, kakor da je dama razmetala sobo, nato pa napadla še njiju. Teta Sara je bila besna. Damo je odvlekla v trgovino za živali po nagobčnik.
Psička je bila zelo žalostna, saj ni naredila nič narobe. In kakor hitro je prodajalec nataknil na gobčnik, jo je odsvrla iz trgovine. In ko je tekla po cesti, se je slišalo škripanje avtomobilskih zavor in na povodec se je zataknilo nekaj pločevink, zaradi česar je povzročala strahoten hrup. Nato so jo začeli preganjati še razjarjeni psi in postalo jo je na smrt strah. Nenadoma pa se je pred njo postavil potepuh. Pregnal je napadalce in jo rešil. Ja, kaj pa počneš v tem delu mesta? Je vprašal. Takrat pa je opazil na gobčnik. Joj, uboga revica, tole reč ti morava sneti. Pridi. Potepuh je damo odpeljal skozi mesto v živalski vrt. Tam sta našla bobra, ki je gledil jez. Bober je zlahka pregrizal jermen pri nagobčniku in tako rešil damo. Dama je bila zelo hvaležna, tako bobru, kakor potepuhu. Potepuh je hotel dami pokazati, kako krasno je lahko življenje psa, ki ni član družine. Odločil se je, da jo bo odpeljal v posebno italijansko restavracijo. Toni, lastnik restavracije, je imel potepuha zelo rad. Kje si se potikal tako dolgo? Je vprašal Toni. Kdo pa je to? Hej, Jože, poglej, potepuh ima novo punco. Dama je zardela. Danes vama priporočamo hišno specialiteto, je Toni zaklical kuharju, ki je bil zaposlen v restavraciji. Prav, Toni, ti si šef, je odvrnil Jože. Potepuh in dama sta si ogledala jedilnik, nato pa je potepuh zalajal. Toni je takoj razumel, kaj je naročil potepuh. In kmalu se je vrnil s krožnikom špagetov in mesnih kroglic. Ko sta se potepuh in dama lotila večerje, sta jima Toni in Jože zapela serenado. Psa sta nehote začela jesti isti špaget, to pa sta ugotovila šele takrat, ko sta se jima gobčka sklenila v poljubu. Nato je potepuh proti dami zakotalil zadnjo mesno kroglico. In damo je njegova radodarnost ganila. Potepuh je bil drugačen, kot je mislila. Tudi njega je dama očarala. In ko sta se drug drugemu zazrla v oči, je bilo jasno, da sta se zaljubila. Bil je lep in mil večer. Dama in potepuh sta se sprehajala po praznih ulicah. Nebo so osvetljevale zvezde in polna luna. Sprehodila sta se do travnatega griča v parku in zaspala. Naslednjega jutra pa je bila dama zaskrbljena. Že davno bi morala biti doma, je vzkliknila. V nasprotju s potepuhom je bila rada del družine. Potepuh je hotel pokazati, kako zabavno je njegovo življenje, zato je začel preganjati kokoši. Nažalost pa se je takrat pripeljal konjederec. Ujel je damo in jo zaprl v kletko. V pasjem zavetišču je čuvaj opazil damino ovratnico z naslovom in o tem obvestil teto Saro. In ko je pripeljala damo domov, je bila tako jezna, da jo je priklenila na pasjo uto. Dami se je trgalo srce. Zdaj ne bo nikoli več videla dojenčka. Zvečer pa je dama opazila podgano, ki je lezla v dojenčkovo sobo. Divje je zalajala, da bi posvarila teto Saro. Toda starka je le odprla okno in zavpila: Tišina, nehaj razgrajati! K sreči je bil v bližini potepuh, ki je slišal damine klice. Kaj pa je narobe? Je vprašal. Podgana, v dojenčkovi sobi je podgana! Je kriknila dama. Pogumni potepuh se skozi pasja vratca pognal v hišo. Dama se je uspela rešiti verige in je stekla za njim v dojenčkovo sobo. Potepuh se je vrgal na podgano in jo premagal. Med borbo sta s podgano sicer razmetala vso sobo, a dojenček je bil na varnem. Dama je bila zelo ponosna na potepuha. V sobo je stopila teta Sara, a ni opazila podgane. Videla je samo, da je zibelka prevrnjena. Damo je zaklenila v klet, potepuha pa je zaprla v omaro. Nato je poklicala konjederca, da bi odpeljal potepuha. Ivo Dragi in gospa Dragijeva sta prispela domov ravno v trenutku, ko je konjederec potepuha peljal v kletko. Ja, kaj pa pomeni vse to? Je vprašal Ivo Dragi.
Samo potepuškega psa sem prišel iskat, gospod, je odvrnil konjederec. Dojenčka je napadel. Ivo Dragi in gospa Dragi sta se zaskrbljeno spogledala in pohitela v hišo. Teta Sara, sta klicala. Starka je poskušala pojasniti, kaj se je zgodilo. Ivo Dragi in gospa Dragijeva sta kljub njenemu nasprotovanju spustila damo iz kleti. Psička je divje lajala in hitro stekla v zgornje nadstropje. Nikar je ne pustita blizu, je kriknila teta Sara. Neumnost, je dejal Ivo Dragi. Nekaj bi nam rada povedala. Kaj je, punca? Dama ga je odpeljala v dojenčkovo sobo in mu pokazala mrtvo podgano. In gospodu Dragiju je bilo tako jasno, kaj se je zgodilo. Potepuh je bil junak. Ivo Dragi in dama sta ga pohitela rešiti pred konjedercem. Pripeljala sta Potepuha domov in postal je član družine. Kmalu je dobil svojo ovratnico z medaljonom. To pa ga niti najmanj ni motilo, saj je vedel, da bo za zmeraj ostal z damo. Za božič sta dama in Potepuh dobila 4 mladičke. Živela sta dolgo in srečno življenje skupaj s svojo ljubo družino in čudovitimi prijatelji. No, tale pravljica Dama in Potepuh je bila pa res takšna ljubezenska pravljica o 2 psih. Zelo simpatična, kaj ne? Upam, da bo čim več kužkov živelo tako lepo, prijetno družinsko življenje in da se bodo tudi oni kdaj zaljubili, kaj ne? Ljubezen namreč premaga vse težave. Tako, to je bila pravljica, ki sem jo izbrala danes za vas. Se vidimo prihodnjič, kaj kmalu bom spet z vami. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo ponovno pravljica presenečenja. Namreč ravno danes, v soboto 20. julija leta 2024, praznuje svoj 4. rojstni dan Kristjan. Dragi Kristjan, vse najboljše in najlepše ti želim. Pravljico presenečenja pa ti poklanjata sestrica Kalina in sestrič Teodor. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici televizijskih junakov Tačke na patrulji zaslavljenca Kristjana z naslovom Kužki rešijo nogometno tekmo. Županja Dobrota in Piščeleta sta na nogometnem igrišču Zaliva zabave. Županja Dobrota poskuša Piščeletu naučiti igrati nogomet. Ne gre ji ravno najbolje. Tako kužka ne bo nikoli dobra nogometašica, reče župan Hamtinger. Ampak bi se pa zelo dobro vklopila v tvojo klavrno ekipo Zaliva zabave. Klavrno? Zaliv zabave lahko kadarkoli premaga spodnjo meglo, odvrne županja Dobrota. Dogovorita se, da bosta priredila tekmo. Županja Dobrota na pomoč pokliče Rikija. Proti županu Hamtingerju bomo igrali nogomet. Danes, mu razloži. Toda zdi se mi, da je ekipa nekoliko nepripravljena, pa še gol je polomljen. Takoj pridemo, odgovori Riki. Ni pretežke naloge, ko kužki so tu. Riki pred kužko peda aktivira alarm in vse tačke na patrulji pokliče v opazovalnico. Ko kužki prispejo, se postrojijo v vrsto, pripravljeni na akcijo. Riki naroči Robiju, Rokiju in Bronu naj popravijo gol.
Preostali kužki boste igrali, reče Riki. Z vašimi spretnostmi bo naša ekipa lahko zmagala. Na nogometnem igrišču Robi z žerjavom dvigne drogove gola nazaj na svoje mesto. Roki jih z izvijačem pričvrsti, Bron pa svojo mrežo zaključi popravilo. Odlično opravljeno, kužki! In Riki čestita. Kužki so pripravljeni na tekmo proti ekipi župana Hamtingerja. Dobro, kužki, potrudite se, kot se lahko le tačke na patrulji. Predvsem pa se zabavajte, reče Riki. Županja Dobrota zapiska v sodniško piščalko in tekma se prične. Sila poda žogo Robiju, ta pa jo poda Zumi. Mačja ekipa župana Hamtingerja se ne more kosati z briljantno ekipno igro kužkov. Zuma žogo poda nazaj Robiju. Robi svojo posebno raketno brco žogo usmeri proti golu in zadane. Gol! Se veseli županja Dobrota. Zdaj ima žogo Maršal. Tudi jaz bom poskusil z Robijevo raketno brco, si reče, tedaj pa pred njega skoči Mucka in se mu prične spakovati. Maršal se zmede, spotakne in brcne žogo naravnost mimo Rokija in v gol svoje ekipe. O ne, zavzdihne Maršal. Zdaj imajo žogo Mucke, ki se prebijajo proti golu. Nenadoma pa po celem igrišču omamno zadiši. Ali morda voham pico s klobaso? Vpraša Roki in glasno pogoltne slino. Župan Hamtinger z daljincem usmerja Mucko strofomobil, na katerem je pica. Rokija je pica tako zelo zamotila, da Mucke zadanejo še en gol. Žal mi je, tačke, reče Roki. Nič hudega, odvrne Riki. Tačke na patrulji se nikoli ne dajo. Gremo proti golu! Toda župan Hamtinger ima v rokavu še nekaj podlih trikov, s katerimi namerava kužke spraviti iz tira. Za celo vrečo voluharjev strese v bližnjo luknjo na igrišče. Pa poglejmo, če jim bodo tačke na patrulji kos. Se zaheheta. Na igrišču si Robi in Sila podajata žogo. Uspešno se izogibata muckam in Robiju uspe brcniti žogo naravnost gol. Juhu! Rezultat je 2-2, se veseli županja Dobrota. Medtem so se voluharji že zakopali pod zemljo. Tedaj pa se začnejo prikazovati vse posod po igrišču. Pok, pok, pok. Robi in Sila se podita za žogo, potem pa se spotakneta v luknje, ki so jih izkopali voluharji. Mucke se približujejo nasprotnikovemu golu. Roki že skoraj drži žogo, toda kar naenkrat iz luknje skoči voluhar in Roki se prekopicne na tla. Mucka brcne žogo v nezavarovan gol. Ko Robi ponovno zadane gol, dobi župan Hamtinger novo zahrbtno zamisel. Pomežikne eni izmed muck. Saj veš, kaj moraš storiti, ji zašepeta. Mucka plane na žogo in svojim vrtalnikom vanjo izvrta luknjo. Tale žoga je prazna, pravi župan Hamtinger in pomežikne. Na srečo imamo še eno žogo. Toda zdi se, kot da ima ta žoga lastno voljo. Cikcaka med kužki, se odbije in poleti čez celo igrišče ter prevrne ubogega Robija na tla. Župan Hamtinger se z daljincem, s katerim usmerja žogo, skriva za grmom. Tedaj pa ga strese tako močan električni šok, da iz rok spusti daljinca in ta se na tleh raztrešči. Žoga uide izpod nadzora in švigne v nebo, s sabo pa odnese eno izmed muck. Sila, uporabi svoja krila in odleti reši tisto mačko, naroči Riki. Maršal, preglej žogo z rentgenom in ugotovi, zakaj leti.
Marshallova rentgenska slika razkrije, da je žoga elektronska. Marshall zagrabi mucko, žogo pa brcne v zaliv. Na igrišču je tekma še vedno izenačena. Ker Robbie ne more nadaljevati z igro, Marshall pogumno vskoči na mesto njega in še enkrat poskusi z Robbijevo raketno brco. Tokrat zabije gol. Rešili ste čas daliva zabave, vzklikne županja Dobrota. Ko v težavah si, le kužke pokliči, ji veselo odgovori Riki. Ja, samo poglejte jih. Pravo timsko delo. Bravo kužki, ter pa seveda Riki. Čestitke pa tudi županji Dobrota za organizacijo tekme. In tako je spet vse v najlepšem redu. Do naslednjič seveda. Kalina in Teodor, najlepša hvala za idejo o pravljičnem presenečenju za današnjega slavljenca Kristjana. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni zanimivi zgodbi junakov Tačke na patrulji z naslovom Kužki rešijo dinozaurova jajca. Prijeten pozdravček Kristjanu, Kalini in Teodorju, ter pa seveda vsem, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Bravo, kužki. Ampak tale župan je pa res precej nagajil, ja? Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes pa ne bom sama. Seveda, z mano boste vi, dragi otroci, in pa tale simpatičen kuža, ki že komaj čaka, da sliši novo pravljico, kaj ne? Ja. In ravno danes sem izbrala pravljico, v kateri nastopa simpatičen kuža. Mene že zelo zanima, kaj se mu je zgodilo. Vas tudi? Seveda, predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo novi pravljici. Pirko vajnijo, wow, wow. Bila je trda zima. Bela odeja svežega snega je pokrivala ulice in strehe. Tim si je nataknil kapo in rokavice in stopil na hišni prag. Bi naredili sneženega moža? Je zaklical fantom na drugi strani ceste. Ne, danes že ne. Danes bomo počeli nekaj drugega, so odvrnili in jo odsvrli za ovinek. Tim je bil razočaran. Kaj neki nameravajo, mulci nesramni, je zamrmral in zagazil sneg na ulici. Bom pa poiskal druge prijatelje. Po ulici se je prikotalil dostavni avto in se ustavil. Iz njega sta se skobacala dva toplo oblečena možakarja, odprla zadnja vrata, nato pa izginila v gostilno. Le zakaj sta odprla vrata? Se je začudil Tim, stekel do avta in zaslišal tihceno ječanje. Radovedno je pokukal v prtljažnik. Cviljenje je prihajalo iz velike škatle. Tim se skušnjavi ni mogel upreti in je škatlo odprl. V njej pa je sedel majhen kuža, se zagledal vanj in odprl gobček. Wow, wow! Povohal je Timovo rokavičko in se oglasil še enkrat. Wow, wow! Kaj je, mali, a greš lulat? Je zaskrbelo Tima. Pridi, pomagal ti bom ven. Previdno je spustil psička na tla. Kuža je prijazno pomahal z repkom in ovohal še Timove zimske čevlje. Wow, wow! Ho, ho, ne pa wow, wow, se je zasmejal Tim. Wow, wow, je odgovoril gobček. No, potem boš pa wow, wow,
ga je pobožal Tim in mu vrgel sneženo kepo. Igrajva se, dokler se ne vrne tvoj gospodar. Wow je poskočil in kepo ujel. Splašil je vrabčka, ki je prestrašeno odfrčal proč, kuža pa za njim. Tim se je prestrašil. Wow, vrni se! Kuža ga ni poslušal, ker ga ni bilo nikjer več. Tim je poklapano gledal za ubežnikom. Pošteno ga je polomil. Spustil je tujega kužka iz neznanega avtomobila. Joj! Po psičkovih sledeh je stekel za njim med drevje. Naj gre še globlje v gozd? Bilo ga je strah, toda ubežnika je moral najti. Wow, kje si? Wow, pridi sem! Je obupano klical in se opihal skozi sneg. Zaslišal je glasen lajež. To je wow, slišal me je, se je razveselil. Kuža je stal blizu potoka. Na bregu pa sta ležala dva znana fanta in iz ledene vode vlekla tretjega. Počakajta, pomagal bom, je zatulil Tim in se brz spustil do potoka. Vsi trije so na vse kriplje vlekli prijatelje na suho. Pa ni šlo. Še sami so počasi drseli v mrzlo vodo. Wow, pomagaj, vleci, je kriknil Tim. Kuža ga je brž zgrabil za plašček, povlekel in uspelo jim je. Zvlekli so premraženega fanta iz vode. Vendar Rever sploh ni mogel stopiti na nogo, tako zelo ga je bolela. S težavo je premagoval solze in junaško stiskal zobe, da ne bi bruhnil v jok. Tim mu je previdno sezučeval in mu nogo ovil s svojim šalom. Kaj pa zdaj? Tedaj se je spomnil televizije in filma. Vedno, kadar ljudje koga iščejo, jim pomagajo psi. Štirinožcem porinejo pod smrček kakšen kos obleke izgubljenega človeka, kužki obleko ovohajo in ga slejko prej najdejo. Tim je pomolil psičku pod smrček svojo kapo in mu naročil. Wow, teci k meni domov po pomoč. Kuža je šavsnil po kapi in je odsvrl med drevje. Pribrisal je iz gozda na cesto in močne luči so ga zaslepile. Zaškripale so zavore in avtomobil se je ustavil tik pred njegovimi tačkami. Iz avta sta zlezla dva možaka. Mejdun, tale kuža je vendar najin, se je začudil prvi. Marička, pa sva ga skoraj povozila, je pristavil drugi. Butelj mali, pa kaj pa delaš sredi ceste? In kaj imaš v gobcu, pokaži. Wow, pa je stekel proč, se ozrl, zalajal, stekel dalje, se ozrl in spet zalajal. Ti hudir, nekaj narobe, se je pridušil prvi možak. Stekla sta za kužkom. Našla sta prezeble fante in ranjenca brž naložila v avto, kužka pa v škatlo. Tim je povedal, kje je doma in šofer je ponesrečenca takoj odpeljal k Timovi mamici. Si ti spustil psa iz avta? Je Tima strogo vprašal drugi možakar. Ja, je priznal Pobič. Cvilil je, pa se je mislil, da se bo poluljal. Potem pa sem se z njim igral, pa je prestrašil vrabčka in ta je odfrčal, kuža pa je odsvoril za njim, jaz pa za kužkom do potoka. No, še sreča, fant bi v vodi lahko še zmrznil. Moj pes je enkrat za spremembo naredil nekaj pametnega in koristnega, je zamumljal možak. Prijel je Tima za roko in odkorakala sta na Timov dom. Tam je Timova mamica ranjenemu fantiču že trdno povila zvito nogo in telefonirala njegovim staršem. Hvala, Tim, je posmrkal prvi iz divje trojke. Hvala res, je smrknil še drugi. Brez tebe bi nam trda predla. Se bomo jutri skupaj igrali? Ja, je pokimal Tim in pomislil na kužka. Rad bi imel takega psa, je tiho rekel. Druščina je prikimala. Takega prijaznega kosmatinca bi vsak od njih rad imel.
In ko so se rešeni fantje poslovili in odšli, je Tim na hodniku zaslišal težke korake in globok glas. Nekdo se je pogovarjal z njegovo mamico. Potem pa so se odprla vrata in vstopila je mami z 2 znanima možakoma. Tule nekdo strašno cvili in išče prijatelja, je zinil prvi možak in postavil pred Tima veliko škatlo. Iz nje je skočil wow, zabevskal in polizal Tima po licu. A ga lahko obdržim, je zazijal Tim. Mami, očka in oba možaka so pokimali. Wow, se je oglasil kuža. Moj, wow, se je zasmejal Tim in ga stisnil v naročje. Kako prijetna pravljica. Konec dober, vse dobro. Ja, očitno je bilo temule fantiču namenjeno, da sreča kužka, da rešita njegove prijatelje in da na koncu ostanete skupaj. Lepa gesta teh 2 možakarjev, kaj ne? Ampak, kot sem že enkrat omenila, živali pomenijo skrb, potrebujejo naš čas in našo ljubezen. Zato le previdno. Če pa imate že doma kakšno živalco, pa jo le stisnite k sebi. Vse živali tudi potrebuje kakšen objem, kaj ne? Tako. To je bila današnja pravljica. Če si želite slišati še kakšno pravljico, pa le pokukajte v moj knjižni kotiček, kjer vas čaka že kar nekaj pravljic. In zagotovo vam bo še kakšna všeč. Lepo se imejte in en wowski čau. Pozdravljeni, dragi otroci, ponovno prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljično željo poklanjam Oliviji, ki zelo rada prisluhne pravljicam. In Olivija si želi slišati prikupno ter zelo poučno zgodbo, ki bo zagotovo v veliko pomoč vsem tistim, ki morda razmišljate, da bi v svoj dom sprejeli novega pasjega člana. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Olivije z naslovom Psička Ališa svetuje. Tukaj le poslušal, ne? Živjo, jaz sem Ališa, veliki kraljevi koder. Imam 6 let. Sem zelo družabna, prijazna, živahna in pametna psička. Živim v hiši z velikim ograjenim vrtom. Rada svobodno tekam in se igram v družbi prijaznih ljudi ali živali. Nisem rada sama. Najbolj obožujem dolge sprehode s svojo lastnico. Rada sem čista in urejena. Vsak dan me krtačijo. Ker pa moja dlaka ne odpada, pogosto obiščem pasjega frizerja, ki razen za mojo dlako in frizuro poskrbi tudi za čistočo mojih ušes in krempljev. Čeprav sem ubogljiva, včasih česa nočem narediti. Ampak prijazna beseda ali dober priboljšek rešita vse. Če bi imel rad svojega pasjega prijatelja, potem imam zate nekaj dragocenih pasjih nasvetov. Imeti kužka je velika odgovornost. Zato najprej veliko prebiraj o različnih pasmah ali njihovih mešanicah. Spoznavaj njihove značilnosti in preveri, ali te ustrezajo tvojemu značaju in vsakdanjim navadam. Tu je nekaj mojih prijateljev. Zlati prinašalec Baron, pes vodnik za slepe. Labradorec Max, pes reševalec. Nemški ovčar Rex, policijski pes. Berenski planšarski pes Hugo, terapevtski pes.
Afganistanski hrt Alf, razstavni pes. Rottweiler Ron, vojaški pes. Kraški ovčar Rino, pastirski pes. Beli kraljevi koder Lucy, Ališina mama. Vajmaranec Felix, lovski pes. Mešanček Lon, psiček Najdenček. Mešanka Mimi, psička iz zavetišča. Mešanka Naja, psička pritepenka. In mešanec Lord, psiček, ki mi ga je podaril prijatelj. Ko se boš odločil, katerega kužka si želiš, ti predlagam, da preden postaneš njegov lastnik, najprej en mesec vadiš s plišastim kužkom. Z njim preizkusi svoje prihodnje vsakodnevne obveznosti. To pomeni, da z njim ravnaš enako, kot boš ravnal s pravim kužkom. Najprej bo to od tebe zahtevalo zgodnejše jutranje vstajanje. Ne glede na vreme. Kuža mora opraviti svoje potrebe. Potem mu z mehko in vlažno krpico odstrani zaspančke, da si jih ne bo z umazano tačko poskušal odstraniti sam in si umazanijo zanese v oči. Najmanj 2-krat na dan pojdi z njim na vsaj pol-urni sprehod. In ne pozabi s seboj vzeti vrečke, v katero boš dal njegove iztrebke. Po sprehodu ga skrtači, da odstraniš, kar se mu je morda zapletlo med dlako. Listje, vejice, klopi, mravlje in podobno. Umij mu tačke, da se ne bo kdo jezil nanj, da je zamazal tla ali pohištvo. Potem ga nahrani. Vsak dan preveri, ali tvoj plišasti kuža dovolj pije. Vsaj 3-krat na dan mu zamenjaj vodo v posodi in poskrbi, da bo ta vedno čista. Kužke obožujemo, če nas kdo čoha za ušesi in vratom, ter na spodnjem delu hrbta ali trebuha. Svojega plišastega kužka vsak dan vsaj nekaj minut crkljaj. Naj te spomnim, da ne maramo tesnih objemov in stiskanja. S svojim plišastim kužkom se vsak dan tudi igraj. Mečimo žogico, vlecita vrv, igrajta se skrivalnice. Če se boš dovolj dolgo ukvarjal z njim, mu ne bo dolg čas. Zato tudi ne bo uničeval tvojih stvari. Ker pa se vsak kuža na sprehodu ali pri igri lahko tudi poškoduje, na posebnem mestu ohrani vse potrebno za morebitno prvo pomoč. Če bo tvoj kuža spal zunaj, poišči primeren prostor, kjer mu boste postavili dovolj veliko pasjo uto, v katero se bo poleti zatekal pred vročino, po zimi pa pred mrazom. Poleti naj mu bo v uti prijetno hladno, po zimi pa jo obloži s toplimi in debelimi odejami. Kadar se temperature zunaj spustijo pod ledišče, vsakogar zebe. Tudi nas, kužke. Takrat si od vsega najbolj želimo na toplo stanovanje ali pa vsaj v ogrevano klet ali garažo. Razmisli, kam se bo tvoj kuža lahko zatekal pred največjim mrazom. Če pa bo pasji prijatelj spal v stanovanju, mu prav tako poišči ustrezen prostor in udobno pasjo posteljo. Kužki se hladimo le skozi gobček in blazinice tačk, zato pogosto kažemo jezik. Poleti nam je hitro vroče. Obožujemo, če si lahko tačke ohladimo v kakšnem potoku, reki ali jezeru. Poleti pa se bojimo vročega peska in asfalta, po zimi pa ledenega mraza. Mraz in vročina lahko poškodujeta blazinice na naših tačkah. Zato svojemu plišastemu kužku redno pregleduj blazinice na tačkah in jih neguj. Pozanimaj se, kdaj njegove tačke potrebujejo obutev in kdaj toplo ali hladilno obleko, ki ga bo ščitila pred mrazom oziroma vročino. Preveri, kje bo tvoj kuža lahko varno dostopal do vode, ko boste na dolgem sprehodu. Pozanimaj se, katera je zanj najustreznejša hrana. Česa noben kuža ne sme jesti in katera hrana je zanj škodljiva ali celo nevarna,
kot naprimer grozdje, čokolada in piščančje kosti. Svojega plišastega kužka večkrat pohvali in ga nagradi s priboljški. Z njim pojdi do najbližje pasje šole in veterinarja. Povej, kakšnega kužka si želiš. Pripravi vprašanja. Prosi za nasvet. Izvedel boš, katere so tvoje obveznosti glede osnovnega učenja, šolanja in cepljenja. Če si ves mesec vestno opravljal svoje obveznosti do plišastega prijatelja, potem si pripravljen, da skrbiš tudi za čisto pravega kužka. Vsak kuža si želi ljubečega lastnika, s katerim bo preživel vse svoje življenje. Na svojega lastnika se zelo navežemo. Zato zelo trpimo in smo žalostni, če nas zapustite. Tepete, nam odtegujete hrano in vodo, nas predolgo puščate same ali do nas niste prijazni. Zato za kužka, ki ga nameravaš sprejeti v svoj dom, še enkrat preveri, kako je z odpadanjem dlake, mladiči, legli, nego, cenami, zavetišči, česanjem, sprehodi in nagnjenosti k bolezni. Pa z življenjsko dobo, obiski veterinarja in frizerja, nakupi zdravil in zaščitnih sredstev, obutvijo in obleko, hrano, družabnostjo, kopanjem, nevarnostmi, varstvom ob tvoji odsotnosti in še čem. Vsak kuža od svojega lastnika želi in pričakuje ljubezen, toplino, prijazne besede, pohvale, razumevanje, druženje, nagrajevanje, božanje, čiščenje, kopanje, hranjenje, spodbujanje, igranje, skupno preživljanje časa, zaščito, nego, učenje, potrpežljivost in varnost. Če komaj čakaš na svojega novega najboljšega prijatelja, ti čestitam. Zdaj se lahko odpraviš ponj k zreditelju, prijatelju ali znancu, ali v zavetišče. Lahko pa posvojiš tudi pritepenčka ali najdenčka. In nikoli ne pozabi, da si tvoj kuža želi, da bi ga imel tako zelo rad, kot ima on rad tebe. Veliko veselja in sreče s tvojim novim pasjim prijateljem ti želi psička Ališa. Poglejte jo. Zelo poučna pravljica, kaj ne? Bravo, psička Ališa. Hvala za vse koristne nasvete. Ja, nov pasji družinski član v družino zagotovo prinese veselje in srečo, a prav tako tudi vsakodnevne obveznosti, skrb ter odgovornost. Olivija, najlepša hvala za idejo o čudoviti slovenski pravljici. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še zabavni ter prav tako zelo poučni pravljici z naslovom Lahko noč in eno bolho za pomoč, v kateri boste spoznali prikupno Pikapoko in Špektorico za spanje. Prijeten pozdravček Oliviji ter pa seveda vsem tistim, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in en lep pasji pozdravček vam pošiljam. Čau, čau. Bravo, Ališa. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Le kdo ne pozna televizijskih junakov Marshall, Robi, Bron, Rocky, Zuma, Sila in Riki.
Seveda, to so junaki animirane serije Tačke na patrulji. In kužki bodo tudi tokrat zaznali težavo ter jo skupnimi močmi rešili. Upam. Me prav zanima, komu bodo v tokratni zgodbi priskočili na pomoč. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Kužki rešijo dinozaurova jajca. Tačja patrulja se na plaži igra z žogo. Nenadoma zazvonijo njihove značke. Riki nas kliče, zalajajo. Kužki, vrnil sem se z izleta in za vas imam veliko presenečenje. Jim pove. Kužki so navdušeni, takoj odhitijo do Rikija. V opazovalnici k njim priteče nov kužek. Hej, ime mi je Rex, se predstavi. Živijo Rex, mu odgovori Bron. Veseli nas, da smo se spoznali, se pridružijo še ostali kužki. Wow, kakšna kolesca, doda Zuma. Riki, prav Semil, to so res najboljši kužki, kar sem jih kdaj spoznal. Veselo zalaja Rex. No, v bistvu so to edini kužki, ki sem jih kdaj spoznal, še doda. Še nikoli nisi spoznal nobenega drugega kužka? Ga vpraša Sila. Ne, tam odkoder prihajam, sem edini kužek, odgovori Rex. No, to pa je drugi del mojega presenečenja, jim pove Riki. Robo kužek, pripravljeni smo na odhod. Nenadoma se izpod tal dvigne megaterenec. Wow, kakšna mašina, komentira Zuma. To je edino vozilo, s katerim lahko pridemo do našega cilja, jim pove Riki. Tam, kjer živim, ni cest, doda Rex. Kužki splezajo v vozilo in se odpravijo do Jakove gore. Ali se nameravamo povzpeti vse do vrha gore? Bron vpraša Rikija. Ne, skoznjo gremo, mu odgovori Riki. V gori se odpre prehod, ki vodi vse do velikega tunela. Wow, poglejte to, se navdušuje Bron. To pa je res kul, doda Marshall. Medtem pa se župan Hamtinger vozi svojim muckastrofmobilom. Nenadoma opazi tačjo patruljo in njihov mega kužkomobil. To moram imeti, reče in jim sledi skozi tunel. Kam pa so namenjeni? Kaj pa je to? Zakličejo kužki. Hitro skočijo z avtomobila in zagledajo. Bum, bum, dinozauri, noro, so navdušeni kužki. Dobrodošli v Dino divjini, zalaja Rex. To so triceratopsi, jim razloži. In tile so velociraptori. Nenadoma nekaj poleti preko njihovih glav. To so pa pterodaktili, doda Rex. Videti so kot ptiči. Toda ali ste vedeli, da so v resnici leteči dinozauri? Ti pa res veliko veš o dinozaurih, ga pohvali Roki. Hvala, mu odgovori Rex. Zdaj pa pridite pogledat to. Rex kužke odpelje do svojega doma, kjer spoznajo nečakinjo kapitana Turba Taylor in njegovo sestro, doktorico Turbo. Doktorica Turbo je najboljša zdravnica za dinozaure na tem svetu, pove Rex. Hiška, v kateri prebivajo Rex in Turbovi, je tudi bolnišnica za dinozaure. Kužki spoznajo brahiozaurko, ki je prišla na pregled. Dinozavrka na ves glas zarjove. Zahvaljuje se za kosilo, toda želi se čim prej vrniti do svojega gnezda, saj se bo njen mladiček kmalu izvalil. Kužkom prevede Rex. Dinozavrščino govoriš, reče Sila, to je pa res kul. Prijateljčki želijo videti, kako se bo iz jajca zvalil dojenček brahiozavr, toda Rex jim razloži, da se morajo umakniti. Dinozauri so zelo zaščitniški do svojih mladičkov, jim razloži doktorica Turbo. No, lahko pa vam namesto tega razkažem okolico, jim ponudi Rex. Medtem pa so mucke župana Hamtingerja pustila samega in počuti se precej izgubljeno. Idejo imam, reče, ko se domisli načrta. Če ujamem dinozaura in ga odpeljem nazaj v spodnjo meglo, bo pritegnil številne obiskovalce.
zagleda triceratopsa in se požene za njim. Dinozaver je prehiter za župana, toda ta nenadoma zagleda nezavarovano gnezdo, v katerem leži jajce. To jajce lahko vzamem s sabo v spodnjo meglo in vzgojim čisto svojega dinozavra, reče župan. Z jajcem v roki jo popiha ravno v trenutku, ko se do gnezda vrne mamica. In vidi, da njenega dojenčka ni več. Brahiozavrka je vsa iz sebe. Odpravi se nazaj do doktorice Turbo in ob tem preišče vsak kotiček, da bi našla svoje jajce. Med iskanjem ji uspe porušiti ogrado in streho lope. Pokličemo tačjo patruljo, reče doktorica Turbo. Noben dinozaver ni prevelik in noben kužek ni premajhen za to nalogo, zakliče Riki. Do dinozavrskega stolpa. Kužko si je postavil v vrsto, odeti v svoje nove dino oprave. Za to nalogo potrebujem Rokija, s svojim orodjem popravi ogrado in streho lope, mu naroči Riki. Rex in Bron, vidva pa najdita mamico in izvedita, kaj se je zgodilo. Rešimo to dino uganko, zalaja Rex. Ko kužki prispejo do doktorice Turbo, se Roki loti popravljanja, Rex pa se pogovori z mamico. O ne, nekdo je ukradel njeno jajce, Rikiju razloži Rex. Kdo bi storil kaj takega? Tačke so na delu. Poiščimo tega kradljivca, reče Riki. Globoko v dino divjini pa se kradljivec pripravlja na nov podvig. Župan iz 2 drugih gnezd pobere še 2 jajci. S temi jajci v mestu ne bo boljše zabave od mojega dino ranča, se zahahlja. Drugo jajce pripada triceratopki, tretje pa... Wow. Kaj pa je bilo to? Se začudijo kužki. Zveni, kot da je tiranozavrka v težavah, razloži Rex. Tudi njeno jajce je izginilo. Prijateljčki se odpravijo skozi divjino in kmalu opazijo sledi gom v blatu. Sledijo jim. Ustavite se, zakliče Riki. In ugotovijo, da ni kradljivec jajc nihče drug kot župan Humdinger. Jajca, ki jih je ukradel, pa so pravkar začela pokati. Te ljubke stvarce moramo spraviti nazaj do njihovih mamic, reče Sila, ki skuša pomiriti triceratopko. Toda ko nihče ne gleda, župan pobere malega brahiozaura in jo ucve. A nenadoma skozi drevesa plane mami brahiozaurka. Tla se zatresejo in zgore se začnejo valiti skale. Brahiozaurka skuša zgrabiti svojega mladiča, toda kar naenkrat na sredi gore zazeva prepad in dojenček sam samcat ostane na drugi strani. Robi, Marshall, Zuma, vse tačke na krov, zakliče Riki. Ustavite te skale. Tačke se odpravijo v akcijo, Sila pa svojim varnostnim pasom reši otročka. Pa te imam, reče in ga odnese do mamice. Toda župan Humdinger se še vedno ne vda. Še zadnjič skuša pobegniti, tokrat z malim tiranozaurom. Bom jaz, zakliče Rex. Dino šapa. Zaguga se na drevesu ter se požene naprej. Dojenčka osvobodi iz županovih rok, potem pa Bron malčka ujame v svojo mrežo. Odlično opravljeno, kužki, jih pohvali Riki. Otročiček je spet pri svoji mamici. Prijateljčki se odpravijo nazaj do doktorice Turbo. Hvala, Riki in tačja patrulja, se jim zahvali doktorica. Če imate dino problem, samo kužke pokličite, reče Riki. Mami brahiozavrka pa prijazno zarjove. To v brahiozavrščini pomeni hvala, razloži Rex, kužki pa planejo v smih. Pa se je vse dobro končalo. Tako da so malčki dinozauri spet pri svojih mamicah. In kako deček Riki hitro preuči težave in razporedi delo med kužki, res zanimivo. In pa prijazni ter navihani kužki, ki brez težav vedno priskočijo na pomoč ter s skupnimi pomočmi rešijo še tako zapleten problem. Bravo, kužki! Otroci, v mojem knjižnem kotičku poiščite še zgodbe drugih televizijskih junakov, Tri mucke in Pepe Pujs. Lepo se imejte in lep tačji pozdrav prav vsem. Čau, čau!